dobimo z današnjim gostom. Snemamo, smo zaostreni. Za glavo v drek. Ona je odribala njega in on porival. Prva torba spremna, druga torba. God damn, look at this, Jim Beam backpack. Jaz sem tudi spreman, oblečen za današnji dan snemanja. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube banger vlog / video, kakorkoli you wanna call it. Danes v programu banger collab, banger mukbang, verjetno ste že prebrali naslova, ampak jaz sem delal, kot da še ne veste. Tako da zdaj gremo po Valija in potem gremo v gym, kjer se dobimo z našim gostom. Let's go! In evo ga, dobili smo se z snemalcem, pozdravljen snemalec. Koša gang. Smo na poti proti fitnessu, kjer se dobimo z današnjim gostom. Ko se dobimo z njim, bomo povedali še kaj več o današnjem workoutu in današnjem videu. Let's go! In evo nas prišli v fitness, končno, in se dobili tudi z današnjim gostom. Hello guys. Slavni Matija Rutar iz Kmetije. Good old friends. Veliko folka to ne ve, ampak se poznamo že dosti časa. Danes imamo na programu push workout, klasičen. Začnemo prvo z vajami za prsa, bomo šli malo bolj kratko, ker smo malo omejeni s časom. In potem pa gremo... Kratko rekel, majster 2 ure mi na te pušam. Ja, ma je push! Je, manj kot 2 ure. Teda push workout in potem gremo v McDonald's in naredimo en mukbang, kjer bo malo bolj juicy, tako da... Run the Tevez! This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out. Leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please. Evo naš top set. Gremo 3 working sete na 94, bomo šli z 6 repsov. Zadnjič, ko smo snemali ta workout, sem bil še na 90. Pol enkrat vmes sem probal 94 in je šlo, tako da Rutar načeloma dela na 100, ampak je rekel, da ker bomo delali 6 repsov, bo tu je šel na 94. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. I know we're long gone. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me calm down, let me down, let me calm down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't find myself on the floor. 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 Let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Snemamo. Smo zaostreni. We Gucci.
Gucci, čakaj malo bom še. Bum, bum. In evo nas folk končali pulse workout. Smo si malo hrane naročili. Malo privoščili. Povej ti tvoje naročilo. Zdaj smo si isto naročili. Isto smo naročili. Big Mac menu, crispy wrap in 6 nuggetov. Tako da bulking season. Jaz isto, ampak Ti imaš crispy, grill. jaz imam grill. Jaz imam grilled wrap. Jaz imam tako drugače, imam tako 95% folka imam moških na svojih YouTube videih. Upam dobiti malo mojega audienca. Tako da ta video verjetno bojo prišli še kakšne punce, tako da dobrodošli na moj channel. Delam fitness content, delam tudi kaj o prehrani, tako da verjetno boste našli tudi kaj zanimivega na mojem channelu. Lahko se subscribate, če še niste. Oziroma, ker me verjetno prej niste poznali, zdaj ki je router na videu. Zdaj bom imel tako, ta video bom imel 60% od curi in 40% od moških, verjetno gledanost. Bomo začeli ta mukbang nič, za začetki. Verjetno jaz in Max se poznamo že po mojem celo življenje skoraj. Od 6. leta dalje. Pač fun fact, V mladem smo hodili v isto osnovno šolo, tako. Ja, fun fact je to, da Max je pač neki sva imela plane že snemati enkrat YouTube videe, tipo neke FIFA challenge ali ne vem kaj. Nam je bilo usojeno, da končamo pred kamero. Ja. Že takrat smo imeli željo. Ne pač, realno. What are the odds, da Max postane realno YouTuber in da jaz pristanem na televiziji. Da boste vedeli, da tako let je tako malo nepričakovan, ampak mi da se poznamo že dosti časa, tako da vsak je šel po svoji poti. In evo kaj, zdaj smo se dobili nazaj na enem YouTube videu na mukbangu. Zaslužen cheat meal, danes je bil dober workout. Moj že drugi danes. Kaj? Cheat meal. Cheat meal, sem mislil workout. Ja, za Božič. A ja, danes ki snemamo je Božič, tako da vi ta video gledate ne Za Božič. Čakaj, kaj je sreda? Če ste slavili Božič, vesel Božič. Upam, da ste preživeli v družini, ste pojedli kaj dobrega, ste bili relaksirani. In nič kaj, potem po osnovni šoli je vsak šel na svojo srednjo in tam smo šli malo, smo partali ways. Ja, jaz se nisem končal. Da je ni končal. Pač moja izobrazba je osnovna šola. Moj dream je bil očitno ne končati srednje šole. Bolj se ukvarjam zdaj, če koga to zanima, financial markets, pač forex trading, ne? Forexom, ja. Zdaj pa tako, živim v redu življenje, čeprav nimam srednje šole. Zdaj bi jaz šel na to temo, ki vsi hočejo čuti, ta kmetija. Folk, če je kdo, ki nima pojma, kaj je to, dvigam roko. Jaz nisem gledal kmetije, dok nisem pristal. Po nesreči. Torej, mene zanima to, mene to zanima. Kako si ti si tle na kavču en dan spal, neki počival Ja, pa žal. in ti si zdaj odločil, jaz grem na kmetijo, jaz hočem biti kmet. Kako je prišlo do tega? Varianta, bilo mi je dolg čas doma in sem rekel, daj da probam priti na kmetijo. Moj ta casting video, pač ko si mogel posneti nek video, da te castajo, je bil toliko cringe, pač naredil sem ga najbolj cringe, kar se da. Torej, brez majice, ti v hančki, pa ne vem, skriptal sem si vse, kar sem rekel, samo da bo najbolj cringe, da imam čim več možnosti priti. Bil sem spred pol tudi na Exatlon in pa sem na koncu zbiral med dvema šovoma. A res? A to sploh nisem vedel. In pol na koncu so mi producenti iz kmetije dali prej pogodbo in sem podpisal. Povej, kaj je več o tej kmetiji. Kako to deluje, kako tam prideš, kaj se je dogajalo na začetku. Ker jaz ne vem nič. Pač jaz v tej kmetiji, meni vse, kar vem, so mi povedali moji prijatelji, ki to gledajo že od prej. In kakšenkrat, ko sem si šel, ne vem, v kuhinjo kaj skuhati in sem šel mimo dnevne sobe in moja mama je gledala to kmetijo, ki si bil ti in je rekla, lej, Matija ima nek dvoboj, s kom se ti dvoboja, Ni kot si folk misli, tam ne greš na dopust, tam dobesedno delaš. Zbujaš se ob 6 zjutraj, greš molzit tune krave, ko te zbrcejo, pač what the Si fuck? molze krave? Ja, pač ravno. Ampak problem je, zato ker krave so umazane od dreka in razumeš. Oni Franconi, nek stari tip je kjer dal glavo v drek, jaz sem mislil, da bom rucal, pač molzu kravo,
Medtem ko jemo hrano in je dal direkt glavo, pač kaj krave spijo v dreku. Pač, da jim je toplo. Fucking fun facts, no. Pač, realno. Zakaj je dal glavo v drek? Zato, ker ona je spadla na boku Ja. in pač on je porival, razumeš? Ko ona je odrivala njega in on poriva nazaj. Realno, kar se vidi na televiziji, to je tako 1%. Nič, a? 1%. Ste se hecali od zadaj, ja? Pač, koliko smo se kregali. Oh, shit. Ono, ko se vidi na televiziji, ko se krega nekdo 2 minute, to traja 40 minut. En na drugega kričijo, žalijo. Ne morem že, jaz v life nisem videl nekoga toliko kričati na drugo osebo. In to me tudi ful zanima, pač, ko sem videl neke tam, ne vem, to sem videl neke klipse na TikToku, ko ste za ono neko mizo in imate neke debate in si ono prav zagrizen za to neko debato, ma to se delaš, valjda. Ne, pač, realno, Pač ki prav vidim ono, da, ker te poznam od prej in potem vem, pač tako se malo, pač se moraš malo delati, mislim, se moraš malo delati. pač šov je, ne? Je šov, ja, točno to, ja, ne moreš biti tam. Ja, Ti greš delat šov. Ja, to je res. Valjda ne bom bil tam, pa bil no. Meni pa res to ne gre. Ja, štekam. Moraš malo šova narediti, zato se kliče šov, zato ni to, je kao reality TV, ne? Ja, Ampak, daleč od tega. tam si greš delat budalo. Ne, jebi ga. Dobesedno je tako. Zdaj, če bi jaz bil tam tako resen, kot sem v resnici, ne vem, pač malo bolj pameten izpadu, me ne bi jebal, niko ništa bi bil tam pač. Ker random guy. Ampak dobro, pač tako, glede na odzive, ki si dobil na social media, si naredil full ime in pač tako. Vsi vnom ti nekaj komentirajo, a dober si bil na kmetiji. Pri meni je ena stvar. Jaz na kmetiji in tudi pač v resnici jaz ne bolj šitam, jaz povem kot je. Zdaj, če boš ti zahrten ali pa kaj takega in ne vem, varianta se snema ena scena, ne vem, jaz in Max tako in pol jaz grem v drugo sobo in popljuvam Maxa kao. Ni logično. Raje rečemo zdaj v facu in pol ga grem še popljuvat, da ve. Jaz sem bil tak, ne, povem kot je. Ne pa, ne bom zdaj govoril o imenih, ker I'm not looking for beef. Povej, gremo začeti beef slovenski. Nekateri žal so pač zahrbtni. V lifeu nisem videl nekoga lagati toliko v oči kot tam. Te gleda v oči in te bullshita pač, saj veš, da ti laže, pa še vedno ne bo priznal. To je nekaj neverjetnega, to pač ne vidiš in real life. In kdo je zmagal? Zmagal je Tilen, itak se že ve. A, to se že ve! Zada meni. A, to se že ve, ja. To veste, koliko jaz sploh ne vem, kaj se dogaja v tem. Jaz sem mislil, da zdaj tle, da te malo sprovociram, da poveš, da je zmagal, a se že ve. Jaz slovenske televizije ni Odkar šans. sem izpadel, nisem niti ene epizode več pogledal, ko je. In kakšno je življenje zdaj po kmetiji, kaj se je spremenilo? No, realno isti sem kot prej. Razen to, da imaš 11 000 followerjev. Zato, da imam 11 000 followerjev. Grem tudi jaz na kmetijo, da vem toliko. To je cheat code, to je krajšnica. To je krajšica za Pizda, v 2 mesecih dobiš 10k followers. Get famous scam, no, nekaj Ja. takega, get famous real quick. Grem tudi jaz na to, da dobim 10k. Pač Pač realno zame bi imelo smisel, da grem na ta Exatlon, no, dejansko. In kaj se je še zgodilo po kmetiji? Nič. Nič, realno zdaj moram narediti eno pizdarijo, da grem viral, tako da expect a sex tape. OnlyFans. Ker brez majice, naslednjič bomo snemali, jaz bom nag. V fitnessu. V fitnessu. V gatah. Brez. Sam brisačka. One kopalke od Borata. In kakšni so tvoji plani zdaj? Plani za prihodnost. Projekti. Moji plani za prihodnost, bom rekel tako, projekti so zrihtati vse papirje za to mojo dobrodelno organizacijo, da A, je ja, to vse sem videl, legit. Zato ker Kaj je bilo? brez veze sem dobil neke grožnje za tožbe, ne vem kaj. Mislim, just trying here to do good, ne pa pač kras denar, imam dovolj denarja, brez skrbi fantje in dekleta. Ja. Prosim. Dekleta. Vse punce, ko boste komentirale, vam bom like komentar in vam bom slidal v DMs. Gang! Poleg tega mal
En plan je preživeti rojstni dan na Dominikanski, lepo uživati, en mesec iti na dopust, malo se spočiti. in pol priti- Sam. Sam. Če kera hoče iti z mano, Ali pa one free spot, ja. call me. Zadnja stvar, današnja. Današnjega mukbanga. Fuck je. Meni že dela slabo tega mleka, nisem ga jedel 100 let. Kako je tvoja pot glede fitnessa? Že to, da smo na Ja, fitness channelu. če že smo na fitness challenge, spok Challenge. Badum. Moja pot glede fitnessa je bulkat do marca, piti nekje na 90 kg in pol lepo katat. Zdaj ni da clean bulkam, ne? Nekje vmes. Ti je isto kot jaz, ono. Dirty clean bulk. Dirty slash clean bulk. Ja, clean, ko se mi da malo več kuhati, dirty, ko kličem na Bolta. Pač eno kampanjo sem slikal za kopalke. En teden samo kava voda. Brez niti koščka hrane, samo kava voda. In Kaj? ja, pač festal sem en teden, medtem ko sem treniral, to ni lih zdravo, ampak kava poteši željo po hrani, te nekako nafila, nisi več lačen in pol sem sam šel po črno kavo, ma ne vem, 1 liter na dan, nekaj takega, in vodo pil. Don't do that. Don't do that. To je res ekstremno. Ne, pač... Samo kaj, nisi imel časa prej, da bi se pripravljal? Je bilo neki last minute, fix. Ne, mogo pa sem biti čisto spucan, pač koliko se da. Ja, ma zakaj nisi prej normalno? Zato, ker bil je tako klic 2 tedna prej, nekaj takega. A ja, torej si imel ful malo časa. Ful malo časa, ja. Ja. Na zraku. To je tako slab, ker jaz že... Samo, na primer, jaz ko sem šel na kat, ki sem ga ful uspešno naredil, ampak jaz najnižje, kar sem šel, je bilo tako 2400 kalorij. Štekaš. Fuck je. Torej, jaz sem ful visoko ostal, jaz nisem nič šredil. Samo ker zame ne imelo smisla, da bi še šredil, ker sem bil suh, štekaš. Realno 2400. Koliko pa si imel, ko si bulkal? Kaj? Pač, če si rekel, da si neki katal 2400 kalorij. Ja. In koliko je pač kao navadno, ali ko bulkaš, ali off-season, Zdaj jem 3200 za zdaj. fuck, star. Malo, ne? A? Malo, ali dosti? Jaz ne pojem toliko. Pač kalorije gledano, Aha, po ne mojem poješ sem toliko. na 1800 kalorij na dan. Medtem ko hodim gor s težo, 2000 mogoče. Nerealno, če gledamo tako kalorije. Ma ja. Majke mi ne pojem, pač To realno. prvič čujem, da nekdo tako malo poje in da hodi gor. Jaz sem od poletja šel 10 kg gore. Ne vem, pač jaz jem ful malo, dobesedno kalorijsko jem malo, ko vidim pač koliko je hranilna vrednost. Ampak, ne vem, pizda, 10 kg, nekako sem jih že dobil. Mogoče si navadil tvoje telo, ko je ono suho, da ješ tako malo, Da potem to- ko začneš jesti Malo normalno, več, da ja, vse takoj to. gre gor. Vse to, po mojem, ja. Zato, ker lih pred poletjem sem jaz imel enih par ponudb, rekel, za jobe in sem mogel biti en mesec shredded as fuck v pripravljenosti, bom rekel tako. Da dobiš kakšen offer, ja. Ja, in to pomeni, da pač non-stop si uno. Kdo bi rekel? Jaz v lifeu ne bi rekel, da bi pristal na televiziji, pač realno. Jaz sem tak ful, bom rekel, introverten, rad sem zase, non-stop sem doma, realno, če ne delam. Tako da, to, da sem bil na reality showu in da sem bil tak act, sem imel ekstroverten, je to bilo ono, vrh glave. Ampak vedel sem, da to je once in a lifetime opportunity, mogoče. To je res Ne več. once in a lifetime opportunity. Ampak sem rekel, da pač bom zagrabil. Pač tudi, če ni do zate, konca. malo potrpiš, se delaš. Vse to. Ker itak je kaj se 70 dni je. Ja, nikoli ne veš, kdaj se lahko to še enkrat zgodi. In si eksplodiral, no. Moraš zagrabiti vsako priložnost, ko ti pride, ker nikoli ne veš, če se bo še kdaj predstavila. Tako da, Vse to je res, vse to je res. če ne probaš, nikoli ne veš. Pač ravno ti je uspelo, si dobil nek pozitiven odziv in si naredil ime in zdaj to si poznajo in je to, kaj. Dejansko. Niso tudi vsi za to, ne bi vsi šli na to. Majke mi. Pa Jaz ne vem, če bi šel, ne, jaz ne vem, ni šans, da grem na kmetijo. Na Exatlon bi šel, bi probal, tam bi šel. Ma na kmetijo ni šans. Mislim, realno tako bom rekel. Ne vem, jaz Za zdaj se govori še, da sem v kmetiji, pač da sem bil na kmetiji,
čez 6 mesecev bojo že, pač jaz ne bom več toliko znan zaradi kmetije, bom nekaj Ja. drugega naredil. Ja. Za tisto znam, Pa ne. to je ta odskočna deska, ne? Majke mi, Ki ti da ful prednost pred vsemi. točno to. Jaz delam, moj shit delam od marca in imam, koliko imam? Pač tako, okej, ajde, nekaj imam po vsodi. Mislim v redu, no. Ti si delal 2 meseca in pol in imaš 10krat več. Samo ker vseeno ti pravi. Sem lepši. Je razlika med televizijo in TikTokom, ker pač, jaz vedno te rečem, jaz sem začel s TikTokom, ker sem vedel, da je na TikToku točno to, ker na TikTok si lahko noben in najlažje prideš do tega, da te folk pozna. To prav se spomnim, enkrat smo se v fitnessu o tem pogovarjali in si rekel, da boš presujal TikTok. Ja, točno, ki s tam smo se pogovarjali to preden sem sploh začel. Ja, sej to. Tako da, ja, Ja, zdaj smo tukaj. jaz smo tukaj. Ampak meni je vedno bil cilj YouTube. Jaz sem odvedno big YouTube guy. Jaz odvedno gledam YouTube, mi je všeč YouTube in od začetka govorim, na TikToku sem govoril, da ko začnem, bo pač moj glavni content na YouTube, ker meni je YouTube. In vedno dam primer, če kao folki reče, kao da je TikTok zdaj boljši od YouTubea. In jaz sem vedno vprašam, kakšen je občutek, ko si ti pol ure na TikToku in kakšen je občutek, ko si ti pol ure na YouTubeu? Mislim, druge platforme so pač. Čisto ja, druga stvar, platforma, ker ja. ti na YouTubeu ti zbiraš, kaj boš gledal. A TikTok tebi daje shit, kaj boš ti gledal. In okej, ajde, lahko je malo Based on your engagement. Kao, Kaj? lahko je personalized malo, ne? Ja, mislim. Tvoj for you page, ampak jaz 2/3 stvari, ki dobim na for you pageu, skipam, ki mi grejo na kurac. Na TikToku, So sami gole riti, hvala Bogu. ja, ma čakaj malo, na TikToku, Let me spank that ass. na TikToku jaz sem videl fucking mamo, ki je dajala mleko otroku in se vidi cela joška in potem To fitness, sem mu jaz poslal. fitness influencerje blokirajo, ker pokažejo fizik. Ja, ne smeš kazati jajčka. Pač what the fuck? Ne smeš kazati. Ta logika TikToka je šahmal, TikTok res nima nobenega smisla. TikTok guidelines. Ja, Ko pride do jošk so. TikTok Let me get that. in tudi Let me get TikTok, some. in tudi TikTok algoritem je, evo, ta bo šel viral, ta video bo šel slabo za popiditi in ta bo šel tako neki na pol. Ja, TikTok res nima smisla, jaz to vedno govorim, TikTok nima smisla. YouTube ima smisel, YouTube veš, če posnameš en video, veš, da bo šel boljši kot ni prej, ono. Veš, štekaš, veš, kaj deluje. Ampak TikTok je samo za gole riti in joške. TikTok je samo za one neke thirst traps in nek relationships video. In evo folk, smo prišli do konca tega koleba, do tega mukbanga. Tako da upam, da ne bo preveč cringe, realno. Ne, jaz mislim, da ta koleb se je mogel zgoditi, tako da je bil dober mukbang. Bom rekel, da pejte ga followati na Instagram, ampak ga verjetno že followate na Instagram, tako da mogoče, če ga še kdo ne follow na Instagram, Me followati na TikTok. je tukaj njegov Instagram, pejte ga followati na TikTok. Tako da me, Mogoče bom objavil kakšen video v roku enega meseca. da me prehiti tudi tam. Pejte kupovati na Jim Beam. Pejte kupovati na Jim Beam, ste videli današnji komplet, una zelena majčka, zelen tank top, dober komplet. Koda Max. Koda Max 5. Max 5 za 5% popusta. Exactly. Imate prvi link v descriptionu. Vidite, da je veliko kontenta zanimivega, veliko kontenta še prihaja, tako da če še nisi bi te povabil, da klikneš subscribe button in se nam pridružiš na roadu to 10k subs. To je cilj za naslednje leto 2022. We are gonna hit 10k subs na YouTubeu. Drugi cilj je, da začnem z For My Future brand in tretji cilj je skrit, tretji cilj je tako personal cilj. Social media so pač številke, ampak jaz vidim ta 10k kot community, ki ga buildam že zdaj, ki je prejak community, ker vi razumete mene, jaz razumem vas in je prejak community. Hvala vsem, ki ste pogledali video do konca in ki dajete support iz tedna v teden. Ful appreciatam, ful mi pomeni. Spusti like, če ti video bil všeč, napiši kakšen komentar. Punce, napišite komentar, če hočete, da Ruter vam slide v DM-e. Se vidimo folk naslednjo sredo v novem YouTube videu in takrat bo že 2022. Peace!
svet